Zdaj, seveda, to je možno, oziroma to je celo pogost primer, oziroma tudi, bom rekel, še kar pogosto vprašanje, kaj v takem primeru narediti. In lahko pa rečem, da je ta vtis veliko bolj pogost kot pa resnica. Se pravi, kar pomeni, da ena stran doživlja drugo stran, kot da noče sporazumne rešitve, in tukaj je težava. Predvsem primerov je takih, ko povabimo, recimo, oziroma, ko se pogovarjamo ali pa dogovarjamo za mediacijo, pa ena stran reče, ja, sej druga stran ne bo hotla, ja, kar povabite, ampak se itak ne bo hotla. In potem, ko jo pa povabimo, pa sploh ni problema, se pa zelo, rekel, z veliko pripravnostjo odzovejo. Se pravi, ta nepripravnost z druge strani pogosto izvira iz konflikta samega. Se pravi, če je konflikt med dvema in ena stran začne razreševati ali skuša razreševati, to lahko druga stran že samo ta poskus doživlja kot nadaljevanje konflikta ali pa zaostrovanje konflikta ali pa kot napad. Se pravi, gotovo ena stran, ki jo lahko naredimo v takem primeru, je, da se obrnemo na mediatorja ali na mediacijsko organizacijo, ki drugo stran povabi in tudi pri tem pomaga. Zdaj, čeprav razumem to vprašanje, gre za situacijo, ko je konflikt med dvema in dva poskuša brez posrednika. Zdaj, težava pri tem je, če sta dva brez posrednika v konfliktu oziroma brez posrednika ne znate tega konflikta konstruktivno razrešiti, je potem mogoče smiselna pot poskusiti s posrednikom oziroma z nekom, ki bo pri tem pomagal, da bo komunikacija konstruktivna. Denar, premoženje koristi. Nekje sem slišal, da pri denarju se vse neha. Ampak v bistvu se s tem pravzaprav ne moram strinjati. Tudi kot mediator imam veliko takih izkušenj, da pravzaprav se pri denarju neha v tistih primerih, ko je že nastopil konflikt iz drugih razlogov. In potem, ko se ta konflikt na mediaciji razgradi, se tudi pri denarju nadaljuje. Se nič ne neha, ampak pride do nekega sporazuma takega drugačnega tudi glede denarja, pa čeprav se je zdaj prej nemogoče, oziroma da ne bo prišel v rešitev. Tako da pogosto, seveda so pa te lahko finančni aspekti tudi pomemben dejavnik, odvisno zdaj od konteksta, od situacije, od pripravnosti in tako naprej. Zdaj je pa seveda, tukaj je tudi se pravi eno pomembno vprašanje pripravnosti sodelovanja, oziroma tega še nisem do zdaj posebej omenil, se pravi prostovoljnosti mediacije. Ker mediacija je prostovoljna, oziroma eno temeljnih načel mediacije je prostovoljnost. Se pravi, da udeleženci prostovoljno, bi rekel, se vključijo v mediacijo in zdaj iz takih drugačnih razlogov ena ali pa druga stran mogoče ni pripravljena se vključiti ali pa reševati nekega spora. Zdaj, po mojih izkušnjah je glavni razlog v večini primerov za nepripravljenost reševanja spornih vprašanj ravno ta običajen način, ki je destruktiven. Takrat, ko se konflikt zaostri, posežemo po destruktivnih strategijah in noben pravzaprav ne zna kako drugače in potem se ljudje izogibamo, kot si prej vprašal, zakaj ne bi enostavno pozabili, se izogibamo konfliktu oziroma skušamo na njih pozabiti oziroma se jim umikamo. Če nam ni treba, se mogoče izognemo temu. Po drugi strani pa, ko pride povabilo z neke tretje neutralne strani, se pogosto tudi taka stran odzove na povabilo. In to celo včasih, ko nima resničnega interesa, kaj razreševati. Pomeni povabilo nekoga tretjega in močen dejavnik. In tukaj mogoče bi še to dodal, ni nujno, da gre tukaj za formalno mediacijo, ne za formalnega mediatorja, lahko tudi neka objem stranjem poznana oseba, s katero imate obe strani stike, po možnosti dobre, koliko dobre odnose, ki predstavlja na nek način neformalnega mediatorja. Neformalni mediator, ki potem pomaga dvema stranima ali pa večjim, da začnejo bolj konstruktivno razreševati. Seveda je pa zelo dobrodošlo, če ima ta neformalni mediator vsaj do neke mere razvite te mediacijske veščine, poslušanja, neopredeljevanja, če bi se potem postavil na eno ali drugo stran, je izgubil sogovornika, po drugo stran odstopila in tako naprej.